Vidim, da imate malo težav, ker meni pravijo, to je bil predolg uvod, bi mi lahko na kratko rekli, ker, ko se že temu reče, doktor za mrtve. Zato ste se očitno vsi usedli majčkeno bolj odzadaj. Tako da, lep pozdrav vsem, hvala, da ste prišli. Jaz sem dejansko razmišljala, kako naj bi odgovorila, to so težka vprašanja. Saj veste, arheologa lahko vprašaš, kakšne kosti je dobil, kaj je bilo v grobu, pa kaj je ostalo, ampak odgovoriti na to, kaj je človek, pa kako dragocen je človek, pa pravzaprav ne morem kot strokovnjak za to ali ono obdobje, ampak skušala bom razmišljati dovolj na osebnem nivoju in pa seveda stališča tistega, kar so me naučili med študijem in do česar sem se sama dokopala. Pravzaprav se v tem predavanju nocoj bolj sprašujem, kje smo izgubili človeka in kaj bi morali napraviti, da bi ga ponovno odkrili. To so teme, ki so tam vmes, veste, se sprehaja med psihologijo, psihiatrijo, arheologija bolj malo, ampak bomo pokazali, kaj lahko pa vendarle pokažejo tudi te znanosti. Tako sem ga zastavila in sicer zato, da bi razumeli. Meni se zdi zelo pomembno, da bi razumeli, zakaj je današnja družba do teh vprašanj ali indiferentna ali pa celo vzvišena, zakaj jih ni v interesu ljudi, da bi nekatere stvari razrešili, zakaj nam je vseeno. Ne bom govorila stališča tretjega, saj poskušala bom, ali pa druge osebe, ampak bom ostala na osebnem stališču in bom poskušala to nekako razložiti. Tisto prvo vprašanje, ki vam bo mogoče odstrlo pogled na daljno preteklost ali pa vsaj en vidik, saj tega dejansko ne moremo nikakor ne odkriti, vedno si samo razlagamo, kako je nekoč bilo, čeprav znanstveno odkrivamo, raziskujemo, ampak kako to razumeti, je pa silno odvisno od tega, kakšen je naše današnje znanje, kakšno je naše verovanje, kakšen je naš nazor, kakšen je naša družba. Zanimivo, da pogled nazaj določa naša družba, naš današnji dan. To je težko pravzaprav dopovedati sodobnemu človeku. In zato se tukaj sprašujem, kdaj se je človek sploh učlovečil? Mogoče bi se morala vprašati, a se je sploh učlovečil? Ne vem, če je odgovor na to, ampak recimo, dajmo poskušati odgovoriti. Kdaj se zave preteklosti in kdaj se zave preteklosti do te mere, da začne iz nje se učiti, črpati, iskati navdiha, miro jemati ali pa, če hočete, po preteklosti oblikovati prihodnost, kajti to je vloga preteklosti. In naprej, kdaj začnemo preteklost uporabljati kot vir nacionalne identitete, se pravi ne vseh, ampak skupine močnejših. To so zelo težka vprašanja. Zdaj seveda, kakorkoli bom osvetlila, bom najbrž neke stvari bojo ostale manj osvetljene, ampak bomo poskušali to izvedeti. In zadnje, ki se približa tukaj seveda najbolj sodobnosti ali pa rekla z današnjega dneva, z današnje družbe, tudi slovenske, če tudi ne bom govorila direktno, boste najbrž marsikaj prepoznali iz tega ven ali pa vsaj upam pomislili na to, je pa tisto vprašanje. Na kaj lahko odgovori na katera vprašanja zgodovina? Kaj je to kolektivni spomin? Zakaj danes govorimo toliko o kolektivnem spominu? In mogoče je skrajni čas, da začnemo kritično razmišljati o znanosti. To je tisto temeljno filozofsko vprašanje. Ali znanost sploh lahko odgovori po resnici, se približa resnici? In kaj je to resnica? In
tukaj seveda je pa tisti moj drugi del poklica, ne, poleg kako že doktorja za mrtve, sem pa še seveda tudi človek, ki dela v muzeju, ki dela za ljudi in z ljudmi na vse zadnje, ne, in sicer tisto, kaj je vloga dediščine in kaj je dediščina, ne. Bomo videli, kako pomembno je to vedenje, ki ga je pri nas sorazmerno malo. Na vse zadnje sem študirala v Zagrebu in Hrvati to veliko bolje vedo, to pa moram reči. No, tako da rekla, se bomo spraševali, kdaj postane in zakaj bi morala biti preteklost zrcalo sodobnosti in tisti smerokaz, pot v prihodnost, v boljšo prihodnost. Ja, začela bom zgodbo s Prometejem, pa prosim, če lučke ugasnete, ker Prometej na vse zadnje prinesel luč, se je žrtvoval, a ne, in je škoda elektriko trošiti, delam na Gorenjskem, treba je varčevati. In je, prosim, ja, kdaj se je človek učlovečil, ne, kdaj je postal tukaj nekaj zelo pomembnih vidikov, na katere, ki nam bojo skušali, mogoče pomagali razumeti neke izjemno pomembne stvari. Govorimo kot arheologinja, vem, da je izredno težko odgovoriti z letnico, težko je odgovoriti z najdbami. Običajno rečemo, človek se človeči takrat, ko začne uporabljati prva orodja, pa ni res. Orodja znajo tudi živali uporabljati, ne. Tisto, kar ga loči, saj po moje, je raba ognja. In takoj s tem pravzaprav tudi pokop, ne. To je tisto, česar živali ne počnejo, in to je tisto, kar je povezano z človekovo transcendenco, vero v onostranstvo. Ali je to res? Najbrž je. Bomo pokazali, kako. Najprej se, čeprav rekla sem arheologinja, bom začela kljub temu pripoved z mitom, ne. Vsi poznamo božanskega Prometeja, Titana, sinova Titanov, ki je v grabu grškim bogovom, gremo nazaj, ne, v pradavnino, rekla, na sam začetek zgodovine, vsi miti skrivajo, imajo notri jedro resnice, ne. In govori o temu Titanu, ki se mu je zasmililo človeštvo, ki živi v temi, v mrazu, ki je obupano, ne, ki se mora skrivati po votlinah, prepuščeno noči, simbolno gledano, ne, in ga razveseli, podari mu, ukrade v tej votli palici, prinese ogenj na zemljo, s tem se seveda tudi začne njegovo prekletstvo in strašna kazen, ko je priklenjen z verigami na skalovje in mu vsakokrat znova trga božanski orel jetra iz živega telesa, ne. To je taka zelo huda pripoved in govori pravzaprav mogoče v nekem smislu o temu, a ne, vsak po svoje si to razlaga, ampak mogoče vendarle govori o temu, kako je težko človeku prinesti svetlobo. No, pa se vrnimo k arheologiji. Tisti prva ljudstva, ki uporabljajo, ali pa prvi ljudje, ki uporabljajo ogenj in ki pokopavajo ljudi, so že neandertalci, a ne. Gremo nazaj saj nekaj, saj recimo 250 000 let, a ne, velika davnina, verjetno je bilo tudi že prej, a ne, ampak bomo ostali pri tejle sliki, pa vzemite tako na simbolni ravni, ne. Vemo za njih, da pokopavajo, vemo, da dajejo v grobove cvetje in vemo, da je osrednja pravzaprav tisti rituali, bomo videli kje, a ne, se odvijajo tisto, kar je predstavlja ognjišče, človekovo ognjišče, kako to povezati. Namreč ogenj, ko ga človek začne uporabljati, je vedno v središču, to vidimo po izkopavanjih, vsakega bivalnega prostora je pravzaprav ognjišče. In okrog ognjišča se odvijajo tisti najpomembnejši družinski rituali. To so obredje, ki povezuje družino, ki ji daje nekaj, česar drugi nimajo, kar je drugačno od ostalih, kar ji dajo, danes bi rekli z moderno besedo, identiteto.
Torej, rituali z ognjem povezani, se seveda opravljajo tudi potem, recimo imamo v bronasti dobi, imamo spet en tak prizor, to je Skara Brae, to je najdišče na Škotskem, vidimo izpred 5 sej pustimo, pozabite te številke, rekla, gremo v bronasto dobo, in vidimo, spet imamo sredi tega bivališča spet ognjišče. No, to izraža to osrednji pomen ognjišča, kaže tudi slovenska beseda, ko pravimo, da je nekdo zapustil doma, pravimo temu, da je zapustil svoje ognjišče, se poda, se utrga od družine, tukaj se dogaja vse. In to kaže pravzaprav tudi v kasnejši zgodovini, predvsem antični zgodovini, se bom tukaj predvsem sklicevala na rimsko dobo, navsezadnje tle sem le strokovnjaka, imamo iz 19. stoletja sicer tako idealno upodobitev, ampak kaže dejansko, kako dekleta darujejo hišnim larom na praznik 12. januarja. In dejansko je to pred oltarjem. Se pravi, da imamo ognjišče kot osrednji prostor, vemo, da v rimski dobi, tudi ko se otrok rodi, ga položi mati na tla pred ognjišče in da ga oče s tem, ko ga pobere, ga pravzaprav prizna kot svojega zakonitega naslednika. Okoli ognjišča se odvija jutranje obredje, okoli ognjišča se odvijajo tudi poroke in navsezadnje tudi obredje, ki je povezano z smrtjo. Vse tiste pomembne ločnice v človekovem življenju so združene. Ko se razvije tip hiše, in to v antiki vemo, da se zgodi, rimska doba seveda pozna drugačna bivališča, ta vlogo ognjišča prevzame oltar. In vsaka rimska hiša ima oltar. To je zdaj tisto, to je pa zdaj to, Kdo so hišni lari, kdo so penati, To so pobožanstveni, v vseh knjigah vam piše, pobožanstveni predniki, duše prednikov. Kako so pa pobožanstvene? Tlele jih tudi imamo. En tak prizor na reliefu, na sarkofagu, para, ki se poroča, zraven je Erod z baklo in spet kaže osrednjo vlogo ognja. To se dogaja, bom rekla, ogenj je tisti, ki človeka transformira, ki človeka poveže z onostranstvom. Ogenj je to, ki mu da pravzaprav neko drugo dimenzijo. Tlele bom pokazala ta sežig na grmadi, vzela sem ga iz Indije, seveda, kje pa drugje, pri nas imamo že vse to drugače, sofisticirano narejeno, in spodaj imamo tudi napis Dis manibus sacrum. Ko te ogenj použije, dejansko pomeni, da se z opravljenim obredjem šele tvoja ni prepuščena, govorim v rimski antični religiji pravzaprav. In to je zelo lepo tudi raziskano po antičnih verih, da ne bi mislili, da sem si zdaj to jaz izmislila, ker arheolog se ne more kar izmisliti, se more tudi sklicevati na antične, na latinske in grške tekste. To so opravili že drugi pred mano. In pravijo takole: obredje je predpisano in poteka v hiši ob oltarju in poteka seveda strogo na pokopališču, ko človek umre. Takrat, ko ga sežgejo, takrat, ko ga dajo v grob, ko izlivajo daritev, to so libacije, ko mu dajejo hrano in ko se vračajo na grobove in vsako leto redno opravljajo obredje. Zakaj je to treba opravljati? Treba ga je opravljati zato, ker bi sicer duša umrlega, ki bi ne bil pokopan, ki bi neobredno, se pravi, pokop je del obreda, bi se duša zgubila, bi ostala v medprostoru in bi škodovala. To so zli duhovi. Tega so se v antiki zelo bali, Rimljani so seveda zelo, zelo verno ljudstvo,
ljudstvo in šele z opravljenim obredjem, to vsi živeči sorodniki so dolžni opravljati, ta duša preide na ono stran, se sklene ta večni krog in postane del pobožanstvenih duhov, bogov, če hočete, in skrbi za dobro človeka, za dobro družine, za dobro vseh tistih, ki so živi. Dis manibus sacrum, ne? Se pravi deji, ne? Oni so bogovi, ampak res samo takrat, kadar se skozi te rituale prehoda, kot jim rečemo, ne? Ko grejo skozi vrata, nagrobniki v antiki so v obliki vrat, če greste v oglej, boste videli v Arheološkem muzeju veliko republikanskih teh nagrobnikov v obliki vrata, ne? Greš skozi ozka vrata, kjer je odnos živih in mrtvih, pravzaprav določajo obredje in povezava z ognjem. Zato se na grobovih prižiga luči in še nekaj. Zakaj se prižiga tam? Zato, ker od najstarejšega časa verjamejo, da je duša tam, kjer je telo. Šele kasneje se potem razvije verovanje, da preide bodisi v Had, da preide bodisi na Elizejske poljane. In ker je krščanstvo seveda del antike, ne, v zvezi s tem pravzaprav tudi razvija drugačne, ampak tlele ne bom tega komentirala, ostajam pri svoji temi, ne. Ker je od najstarejšega časa prepričanje, da sta duša in telo neločljiva, se prižiga ogenj na kraju, kjer je človek umrl, se prižiga na grobovih, kar vprašajte ljudi, ki vam bojo rekli, ja, jaz sem popolnoma neveren, popolni ateist. Rečem, pa greste 1. novembra na grobove? Ja, to pa ja, lučko pa prižgem, ne? Zakaj potem prižigamo, ne? Zakaj se prižiga luči na mestih, kjer se zgodijo nesreče? Zakaj se v Grčiji ali pa v Srbiji recimo prinaša hrano na grobove ali pa na mesta ob cestih imate recimo v Grčiji, kjer so bile nesreče, pa vodo, Coca-Colo in tako naprej, ne? Pravi, tukaj je tista davna plast, ki je določala človeka, ki se je na ta način učlovečeval. Ne? Tlele imamo, če smem tako reči, ne, tukaj imamo en tak, jaz upam, da kaj vidite, lonček z očmi in s takim grozljivim obrazom. V grobove so celo dajali pridatke, ki so zavračale, ne, so odvračali zle duhove. To je bilo silno pomembno, ne? In zato je tisti, bom rekel, tista prekrasna, ena najlepših uprizoritev, ne? Sofoklova Antigona, ne? Ki govori pravzaprav o tem, pokopati je treba, ne? Polinejk mora biti obredno pokopan, zato ker sicer bo ta duša zgubljena, s tem se pretrga stik med živim in mrtvim svetom in s tem dejansko pa pravzaprav je porušeno kozmično ravnovesje. Človek živ je del tega cikla. Namreč mrtvi so, moramo povedati, le imamo spet napis, ne, bogovom umrlih, dis manibus sacrum, ne, namreč tlele bomo še en kratek obred razložila. Mrtvi so pravi, ali če hočete pobožanstvene duše umrlih, so pravi lastniki vsega, kar imamo na tej zemlji. Tako je tudi rimsko pravo zasnovano, ne. In oni dejansko bom rekla, mi smo pa pravzaprav varuhi tega. In mi ohranjamo kot varuhi, ne, v imenu naših prednikov, s katerimi smo v nenehnem stiku in povezavi, ohranjamo naravo, premoženje, če hočete, vrednote za bodoče rodove. S tem je ta cikel pravzaprav sklenjen in tukaj notri je tudi varovalka antičnega, pa verjamem, da tudi današnjega sveta. Kakor hitro mi te povezave, kakor hitro ne čutimo smiselnosti rojevanja in smrti, kakor prekinemo, potem seveda je vse brez vrednosti. Še en obred, namreč moram povedati, duše umrlih seveda varujejo meje, varujejo domove, dajejo smisel našemu življenju. Pa kakorkoli se to smisel sliši, to je zdaj seveda moja interpretacija malce, ampak vendarle. Tukaj imamo, se bom vrnila,
to sliko nazaj, iz ogleja, arheološki muzej v Aquileji, antičnemu mestu, ki je bilo zelo pomembno in kjer je prikazan relief, ki je stal na forumu, kjer orjejo prvo brazdo, sulcus primigenius. Zakaj prvo brazdo? Ko so ustanavljali mesto, je bilo treba seveda to mesto posvetiti in so ga posvetili, bi rekli, ritualno opravili z brazdo, ki so jo zaorali, to je bil takšen krog, imate tlele potem risbo narisano, zadaj so šli svečeniki, seveda so se posvetovali z bogovi, tudi zdaj razumemo, ne, med bogovi so seveda tudi naši predniki pobožanstveni, ne, ki vse v njihovih rokah in šele ko to, lahko potegnemo to črto, znotraj črta, znotraj tistega, kar je udomačeno, da prebiva življenje in se rojeva, kar je zunaj, je pa imperium, to je oblast vojske in oblast smrti, ne. Rekla, zelo zanimiv princip. Gremo pogledat, kaj je še, to so ti pomenski ovoji, a ne, ki se skrivajo v naših dejanjih, v našem načinu življenja, v naših ritualih, ki jih ne razumemo več. In pravzaprav ne znamo, zdaj pa skušamo z znanostjo to pojasniti in ne razumemo, zakaj, a ne. Skušamo pravno pojasniti, tudi ne gre, ker je treba pa človeka celostno jemati. No, ti ovoji, ki so skriti pravzaprav v obredju, običajih, tistemu, kar rečemo dejansko tradicija in čemu rečemo dediščina. Ne, se pravi, ogenj je sveti ogenj. Ogenj je čist. Jaz se zelo dobro spomnim, kako je moja mama rekla na Primorskem, v ogenj se ne meče nobenih smeti. Pika. Ne zakaj, ne? Ker je svet. Ker je tisto, kar nas povezuje, to je ta silna moč, ne. Ogenj, vemo, ne, celo zlato se prečisti, ne, v ognju, ne. Ima posebno vlogo v kultnih procesijah, kaj so lučke, ne, so pravzaprav pred hišo, ki kažejo, da varuje pred nesrečo, varuje pred smrtjo. In sicer lučke so seveda tudi personifikacija Boga samega. Vas bom nekaj spomnila, no, tega vi ne veste, ampak bom povezala. Na kongresu mednarodnem 3 leta nazaj, ena francoska strokovnjakinja za svetila, imela tam nek zelo lep referat o temu, o pomenu sveč in rabi sveč. In jih je primerjala, drugi mogoče tudi to poznate, sveča, tisti, kar je vosek, je dejansko simbol človekovega minljivega telesa in življenja, medtem ko je ogenj simbol svetega duha, ki telo použije in se združi. Zelo lepo, zelo lep pomen, zelo tak čist simbol. Dobro, in če pogledamo, dejansko je pravzaprav v teh našem vsakdanjem življenju še zelo veliko teh vrednot za objekti, ki jih niti ne razumemo, ki jih enostavno za tradicijo, z dediščino lahko še vedno prenašamo in dajemo smisel življenju. To je ta prvi del, kdaj se človek učloveči, zakaj človek strogo, bom rekla, kaj ga pravzaprav loči od tega živalskega sveta, ne? Ko razume ta duhovni svet, ko živi v smislu vrednot, ko je povezan s tem, kar ga obdaja, ker navsezadnje kljub temu je del narave, hkrati jo pa presega, ne, bi rekel Anton Trstenjak, ne, človek je transcendenčno bitje, pa še kdo drug z njim tudi, ne. No, gremo zdaj pa gledati, kaj določa in zakaj mi tako čudno dojemamo ta svet, da smo prišli navsezadnje v dobo, ko brez sramu razpravljamo, ali nekomu pritiče ali mu ne pritiče pokop. Ja. Gremo pobrskati in se približamo znanosti. Se veste, vsi prisegamo na znanost, ne? Če nisi znanstvenik, komaj da kaj pomeniš, ne? Ampak gremo pogledati. Odkritje preteklosti, tlele imam z eno silno lepo sliko, in sicer Eugène Delacroix, pa se ni tako pomembno, ampak Dante in Vergil, ne? Ko renesansa zares odkrije
antične vrednote, antični svet, takrat začnemo pravzaprav govoriti o novem veku. Šla malce drugače in bomo pogledali, kako se je odkrivalo preteklost, in kako je to vplivalo na naše razumevanje sveta. Sicer poznamo opise iz latinskega sveta, Plinij opiše pač Laokontovo skupino in potem pač to zgine s Plinijem vred, pozabimo na vse, pozabimo na grščino, pozabimo na grški svet, srednji vek si ne predstavlja preteklosti in misli, da je to enako, kot je danes, zato tudi slikajo v istih oblačilih kot sodobnost. Ampak konec 15., začetku 16. stoletja se odkrijajo, se naredijo veliki premiki, predvsem je temu treba predpisati zavzetju pacu Konstantinopla 1453 in pa spremembi tega tedanjega sveta, ko se male države, vključno z Genovo, Firencami, Benetkami in še drugimi, tako zelo spremeni ta svet, odpre se, zbirajo se na teh dvorih znanstveniki tedanjega časa, filozofi, prevajalci, slikarji okoli pomembnih osebnosti. Te pomembne osebnosti so seveda zelo izobraženi, ki imajo veliko zbirko starin. Tukaj imamo en tak primer, ko se seveda berejo, poznajo Plinija jasno na pamet, znajo seveda, začnejo prevajati tudi iz grščine in pravzaprav istočasno pride do odkritja, seveda šele takrat, ko pravzaprav veš, kaj lahko pričakuješ, takrat ti prepoznaš, kar si našel. Zato srednji vek antiko uničuje, ko pride do nje. In takrat pride na Opijskem griču, pravijo, v vinogradu Julija II. Odkopljejo Laokontovo skupino. Ni bilo kar tako. Michelangelo je bil takrat seveda v Vatikanu, povabi ga takoj zraven, pride, študira. Takrat se seveda, imamo Sangalo govori, tudi Vatikan gradi. Ko se spustijo v podzemlje, da bi videli Neronovo palačo Domus Aurea, preslikavajo freske in Vatikan na enak način poslikajo. Najbrž boste prepoznali, starine, zbirke starin. Rafaelo postane dejansko prvi, bi rekli, kustos v vatikanskih zbirkah in se zgražajo se nad uničevanjem preteklosti, kajti vemo, da so iz teh ostankov starega Rima gradili tedanji renesančni in kasneje še baročni Rim, ampak vendarle poberejo tiste najboljše, ko se izhranijo in pravzaprav postanejo vir navdiha in novih spoznanj. To je tisto, kar rodi novi svet, ne samo zaradi znanosti, ampak zaradi znanj, ki so jih iz preteklosti potegnili, ki so dejansko začeli spet v grščini brati, spet so začeli iskati, kako prikazati, kako razumeti ta svet in renesančni vladar je seveda vladar, pa bom rekla, ki je po božji moči in podobi pravzaprav vlada tedanjemu svetu s pomočjo umetnosti, s pomočjo tudi magije. To je zelo tipično za tedanji svet. Tlele imamo drugačen pogled. Umetnost se rojeva se ta nova Evropa. Benetke, Firence in tako dalje, Rafael Santi, recimo, imate te njegove poslikave. Mesta dobijo novo podobo. Navsezadnje, da se v ta čas spadajo ureditve glavnih trgov, recimo. Dobimo Marka Avrela, ker so seveda verjeli, da je Konstantinov spomenik Konstantina Velikega naj bi predstavljal. Ampak gremo naprej in pridemo do 18. in 19. stoletja. Ko se v sredi 18. stoletja, pa pustimo zdaj številke 1738, namreč ko kraljevi dvor v Neaplju začne kopati
kopati za novo palačo Portici, odkrijejo Herkulenej, odkrijejo Neapelj in kaj sledi iz tega. Ne samo, da napravijo svoje velike zbirke, ki se nekako lastijo po svoje, ampak napravijo tudi ekskluzivne objave, bi rekli kraljevo edicijo v usnje zvezeno, prekrasne risbe, ker fotografskih aparatov nimamo, mobijev še nimamo, da bi slikali, ne, kamer še ni, ne, treba je vse perfektno izrisati, treba in to dobijo seveda, rekla, tisto svojo elitno publiko, ne. Ni izobraževanje in znanje in vedenje za vsakega, ne, ampak je elitno. In del tega izobraževanja, seveda, vsi tisti, ki nekaj pomenijo, hodijo na Grand Tour v Italijo, se izobražujejo, ne smemo pozabiti, Goethe napiše Heine, navsezadnje Mozart napiše svojo prekrasno opero Čarobno piščalko, odkrijo Izidin tempelj v Pompejih. In v Franciji, v Parizu, dajajo za primer, pojdite pogledat, kakšno je antično mesto Pompeji, zato da bomo videli, kakšno naj bi bilo mesto, moderno mesto, ki naj bi ustrezalo. Pariz je poln nekih skrivnih, umazanih ulic, brez vodovoda, kanalov. Pojdite gledat, ne, v antiko, učite se, da bo to primerno človeku. Winkelmann postavi nove načine za vzor, no, grem nazaj, ne, tukaj vidimo to idealno podobo in postavi tudi miro demokraciji. Ne, pravi, Winkelmann je v 18. stoletju sodobnik Marije Terezije, potuje v Italijo, odkrije originalno grško umetnost, ni znano do takrat, niso vedeli, ne, pogledajte, ko se enačim z njimi, ne, rekle, niso vedeli ljudje, kaj je to grška klasična umetnost. In ko Winkelmann napišete svoje temeljne spoznanja, nov pogled na preteklost spet oblikuje in pravi, samo tako demokratična dežela, kot je bila stara Grčija, pravzaprav lahko rodi takšno lepoto. In Evropa hoče biti, se uči in hoče biti vsa, kaj pa drugega kot demokratična. In svet, tedajni svet, 18., 19. stoletje, mesta, nove države se rojevajo navsezadnje po Napoleonovih vojnah, ne? Nova mira se rojeva, nova Evropa, če hočete. In mi smo seveda krojeni po tej miri. Ne? Rojeva se v podobi preteklosti. Velike parlamenti, muzeji, vile pomembnih mož, središča mesta se kaže za nazunaj, z arhitekturo klasično, se sklicuje seveda na antični svet in seveda kažejo na to, kako so demokratične te dežele. Malce karikirano povedano. Grem proti, ostanem v začetku 19. stoletja, narekujejo ta prepoznavanje, ne samo ta spoznanja preteklosti, ko se odkrivajo nove hiše, nove vile, nove mesta, Herkulenej, Pompeji, odkrivajo v Grčiji in tako dalje, ampak tudi modo, če hočete, in odkrivajo seveda, rekla, nov način življenja in nov način razmišljanja, oblikujejo človeka, ampak to je tudi čas, ko se upreže dediščinske vede, to so od arheologije, če hočete, do umetnostne zgodovine, v voz kolonializma. Odkrivamo dediščino drugje, jo prinašamo v Evropo, pišemo velike knjige in na ta svet gledamo z vidika Evrope. Evropa je tista, ki ima pravico razlagati, ki ima pravico ustvariti si drugačno mnenje. Namreč to je to, kar nam omogoča, kdor svet pozna, ga seveda jemlje tudi kot resurs. In kot resurs, tako kot rude, tako kot, če hočete, sužnje, ali pa tako kot kaj drugega, se jemlje tudi dediščino. Se jo na nek način se jo zlorablja. In rojevajo se veliki, zaradi tega imamo egipčanske muzeje v Berlinu, se ni samo slabo, to je tudi dobro, navsezadnje, če ne bi bilo veliko stvari
pripeljanih, to je tudi treba povedati, ne, bi bile danes verjetno uničene. Ampak kakorkoli, ne, vse te ekspedicije, ki pripeljejo, ki so dejansko politične, ki so kolonialne in imperialistične, privlečejo domov ogromno bogatstvo in ga stlačijo v muzeje. Zato, ker takrat so bile to visoke kulture, danes pa to pripada nam, ker smo in jo ne bomo vrnili. Ne? Odkrivajo seveda nove svetove, antike in če gremo naprej, seveda temu tudi sodi, ne? Velika država, velika preteklost, velik muzej. Ne? Napoleonovo ropanju dejansko sledi ustanavljajo galerij in muzejev, ki govorijo seveda jezik nacionalnih držav. Tistih, ki so pomembnih, tistih, ki imajo oblast. Tako to je. Ne? In tudi bomo razumeli zunanjo govorico. British Museum, Washington, ali pa če gremo New York, na vse zadnje, to isti čas. In tudi bomo vedeli, zakaj so navzgor bleščečega razvoja, kajti mi smo na vrhu tega razvoja, bomo videli, kako to zgleda, ne? Je še tudi ta samotraška Nike, malce brez peruti, na stopnišče smo jo dali. To imajo močno simbolno govorico, stvari nam govorijo, tako da jih niti ne razmišljamo več v možganih, ampak jih samo živimo in ne vemo točno zakaj. No, tukaj je zdaj tisti pomemben odgovor, ki mi bo mogoče pomagal neke stvari pojasniti. Vse se je začelo, je rekel James Ussher, to je škof Irec po rodu, vidimo v 17. stoletju, ja, res je. In sicer pravi, vse se je začelo pravzaprav sta dve, pravilno je oktobra, ni bilo velike noči, ampak je bilo preračunano pol na oktober in sicer leta 4004 pred Kristusom, ker je po Bibliji izračunal in dejansko je ta izračun traja vse do sredine 19. stoletja. Vsi znanstveniki, ki so takrat raziskovali preteklost, ki so skušali pojasniti človekov razvoj in so vedeli nekateri, posebej geologi, da so stvari starejše, iz te paradigme niso mogli, ker bi bili obsojeni in izobčeni. Ne? In ko vendarle na koncu izide tisto, zdaj smo pa rešeni, ne? Zdaj pa imamo Darwinovo knjigo, zdaj pa imamo inštrument, s katerim bomo pa pojasnili, odkot pravzaprav naša modrost, naša krona, ne? Tega stvarstva. Ne? To je tisto, ne? In sicer objavi knjigo, razvoj vrst in v muzeju, poglejte, to je zelo pomembno, tudi poglejte si to držo pravzaprav, ne? Ki, nekaj, jaz ne zdaj tukaj vstopam v neke velike znanstvene razprave, ampak skušam predvsem z vidika dediščine in človeštva pravzaprav odgovoriti. Ne? Nenadoma imamo tukaj vse tisto, kar je pred nami manj razvito in vse tisto, kar je pokončno in demokratično, ne? Je pravzaprav mira sodobnega človeka. No, seveda posmeh celega sveta in prav v muzeju Oxford, muzej univerze, ne, pride do odločilnega spopada, eno leto po objavi knjige, ko se vendarle spopadete te dve teoriji in ko dejansko z najdbami, z arheološkimi najdbami pojasnijo, ne, in potrdijo, stopijo ob bok tej novi teoriji, ki od tedanjega časa pravzaprav jo povzame ves razviti svet. In če smo mi zdaj razviti svet, potem seveda je razumljivo, da so vsi tisti, ki so pred nami, manj razviti. Temu se poreče, da prenesemo evolucionistični pogled dejansko na kulturno področje. In s tem je pravzaprav so vsi ostali drugi.
In s tem so tudi, ker pa mi, ko preučujemo preteklost, dejansko ljudi učimo, kako gledati na drugega poleg nas, na ljudstva, ki so v našem prostoru, v našem času, če hočete, na isti Noetovi barki, današnjem svetu. Glejte, kako mi razlagamo danes. Za vse je popolnoma jasno, vsi uporabljamo elektronske naprave, vsi govorimo jezike, vsi telefoniramo, pa to sploh ni res. To je samo za peščico ljudi. In mi to prevajamo, rekla, res v tem smislu, rekla, vsi, ki tega ne počnejo, so pa pravzaprav manj vredni, ta drugorazrednost. Pač človek je tak, in če imaš tako paradigmo, da ti omogoča, da tako živiš, potem seveda se to tudi uresničuje. No, ampak najhujše še pride. Sledi razvoj, silovit razvoj znanosti, vključno z arheologijo, tukaj bi morali kar vsi malo glavo skloniti, Gustav Kozina, znamenita osebnost, velik strokovnjak, velik znanstvenik, ki smo mu verjeli na besedo, no jaz malo manj, ker sem kasneje živela, ampak sem verjela pa kakim drugim stvarem, in ki pravi, materialna kultura je dokaz etnosa, je dokaz skupin in s tem seveda mi lahko preprosto ločimo tiste, ki so Arijci, ki so vredni, da nosijo krono tega sveta, in tiste, ki so manj vredni. In to je čas, ko se na znanstveni osnovi rodi pravzaprav fašizem, nacionalizem in rodi največje zlo 20. stoletja. Kažem Rim, ki ga je dal v času, ko pride Marča Roma, 22. leta, da seveda potem prekopati, odkriti Mussolini antični Rim in pokazati, kako ga povezujejo korenine s to visoko kulturo in kako ima pravzaprav pravico do vladanja v svetu. In isto, in seveda zgradita znameniti, mu rečejo celo Italijani, pisalni stroj, altar della patria, tisto, ker je oltar večvrednemu narodu, ki ima pravico do vladanja. In naprej seveda tudi arheologija v medvojnem obdobju je znanstveno orodje, s katerim se pokaže večvrednost nekaterih ras. To je Vere Gordon Child, na koncu je naredil samomor. Ampak kakorkoli, dediščina tega časa močno prispeva, vključno za muzeje. Ja, ni to sporočilo zelo prijetno k temu, da se izoblikuje Tretji rajh. Heimat muzeji so tako imenovani. No, ampak po drugi vojni so pa se izrazili, tega ne želimo več. Teh znanstvenih paradigem, odslej naprej bomo objektivni, apolitični, bomo imeli svojo terminologijo in tako naprej. Ampak dejansko v 60. in 70. letih se v Evropi zgodi prelom zaradi hude industrializacije in govorimo o krizi identitete. Ne ustreza več velika zgodba o enem samem narodu, eni sami skupini, družba se razdrobi, to je rojstvo postmodernistične družbe, kjer se z mnogimi zgodbami na osebni ravni prikazuje preteklost, kjer se zgodovino na novo napiše. Tako je recimo Pierre Nora, recimo te znamenito knjigo napisal, kjer je prikazal, kako je Francija na novo obračunala svojim pogledom na Žide, svojim pogledom recimo na Alžirijo in tako dalje. Razmišljajte, 60. 70. leta so napisali pravzaprav na novo, se rodijo nove znanstvene paradigme. In kaj še pomeni? Rekla, zaradi splošne ogroženosti, zaradi uničevanja okolja, zaradi tega, kar mi nismo bili priča, ker smo živeli v nekem drugačnem svetu. Govorimo o krizi identitete. In pojavi se, tle bi me zdaj moral moj mož zamenjati in govoriti pravzaprav stališča psihologije, ampak kljub temu bom ostala na področju dediščine, na vprašanju smisla. Nenadoma se v tem svetu pojavi tisto temeljno v zahodnem svetu, iztrganost iz okolja, brisanje tega transcendenčnega povezovanja, smiselnega, kar je skrito
v ovojnicah, ne samo dediščine, jaz celo verjamem, da vendarle tudi v našem spominu ali pa vsaj v kolektivno zapisano, v kolektivnem spominu ta temeljna človekova vpetost v kozmični, v celoten svet kot del sveta, ki ga mora spoštovati, ki mora z njim živeti. Ko se zgodi ta iztrganost, ne živimo več z naravo. Ne doživljamo več časa, ne doživljamo niti samega sebe. Tisto vprašanje, odkot prihajamo in kam gremo. In vidimo, da znanost dejansko na to ne more odgovoriti. To je ta nemoč. Nam pomaga razumeti, ne more odgovoriti. O dediščini pa vendarle je vse to zapisano. Ampak dediščino, do katere imajo pravico pravzaprav vsi. Ni elitna dediščina, ki jo ustvarjajo vsi in s katero potem lahko tudi živijo kot vrednota vsakdanjega življenja. Nekaj tle govorim sicer v muzejih, ampak boste precej razumeli sporočilo, in sicer ostali so muzeji, tako kot dediščinske ustanove, v službi družbe in njenega razvoja. Ker se spoštuje človeka, ker je človek pravzaprav tista najvišja vrednota. Rekla, da se v tej družbi, če ne bom zdaj vsega brala, se tudi ni tako pomembno, ampak bom samo povedala tisto. Ne samo, da ohranjajo različne vidike spomina, ampak rekla, da delujejo terapevtsko, ker so ti prostori, kjer ti podoživiš tudi katarzo, ker se vendarle prostore spominja ohranja, se jih ne trga, se ni zida velikih spomenikov, glomaznih, ker to vemo, da so služili imperialističnim načelom, elitam, ki so hoteli svet obvladovati in ga nadzorovati. Takrat, ko naj bi pa dediščina služila človeku, kjer ne bi vsak resnično bil pomemben in vreden, tudi tisti, ki na obrobju, takrat pa seveda je pomembno prostor spomina, kjer se je nekaj zgodilo, kjer ljudje ohranjajo svoje dostojanstvo. Kajti kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše pri preteklosti je vendarle to, da ob pogledu nazaj se pravzaprav soočamo za svojo lastno osebno nemočjo. Spomladi smo bili na enem obisku v Nemčiji, ni bil glih fajn obisk, ampak zelo, bom rekla, koristen za vse nas. Vsi bi morali poromati v Dachau, verjetno ste tudi bili, že marsikdo, in Nemci so nam lepo povedali, so rekli, ni res, da so Nemci, namreč sami strokovnjaki, ki tam delajo, da so Nemci po vojni kar takoj se spremenili, da so se kar takoj pravzaprav spokorili za te svoje strahotne grehe totalitarizma, uničevanja. Ampak to je proces, ki ga dosegamo še danes, se približujemo. München in Dachau sta totalno pozabila, nista hotela niti vedeti, da so te reveži hodili v tisočih, v kolonah, 2 kilometra je z železniške postaje do komor, do Dachava, do koncentracijskega taborišča. Vsi so jih videli, po vojni so vsi izgubili spomine. Človeku je neprijetno, namreč mi ne smemo, in to so nam tudi ekstra poudarili, obsojati tistega slabega v drugih, treba iskati v nas samih. V nas samih je pravzaprav vsakemu od nas, pa ne me natočiti, ko bom končala to predavanje, ampak vsakemu od nas je skrit mali Hitler. Vsakemu od nas se je treba pravzaprav odpovedati tistemu slabemu, diktatorskemu, in se naučiti sprejemati drugačnost. No, bom z Ano Arendt odgovorila, in sicer pravi, tako pravi, nič več si ne moremo dovoliti, da bi vzeli od preteklosti tisto, kar je dobro, in temu rečemo naša dediščina. Ne, ker je treba vzeti vse, kajti človek je vse, vsakemu od nas je ponovljen razvoj celotnega človeka, cele vrste. In sicer, da zavržemo slabo in ga imamo za navlako, ki jo bo čas pokopal v pozabo. To ne gre.
In naprej, ne, podtalni tok zahodne zgodovine je prišel na površje in si prilastil dostojanstvo naše tradicije. Podtalni tok zahodne zgodovine je prišel na površje in si prilastil dostojanstvo naše tradicije. Težke besede, ne? In je tako. Ne? In to je stvarnost, v kateri živimo. Ne si misli, da je bilo drugje drugače. Mogoče je pri nas malce drugače ta hip, ampak to je zahodni svet. Ne? Mi živimo še vedno malce v utvari. In zato so za manj vsi napori, da bi ubežali bridki sedanjosti in si zatekli nostalgijo še nedotaknjene preteklosti. Nedotaknjene preteklosti ni, ne? Ali k misli, da nam bo boljša prihodnost prinesla pozabo. Boljše prihodnosti ni, dokler v tem trenutku ne storimo tistega, kar je dolžnost vsakega izmed nas. Zakaj moramo to narediti? Zato, ker smo na robu vsega, kar ta družba še prinese, kar človeštvo še prinese. Ne? Bomo kar rekli drugače, ker smo že na teološki fakulteti. Kaj je 7 smrtnih grehov sodobne družbe? Uničevanje okolja. Nič več nismo povezani. Ne? Nestabilnost, izkoreninjenost, brezidentitetnost, ne? Plitkost, atomizacija in individualnost, ne? Odsotnost empatičnosti, vse eno nam je, ne? Ni odgovornosti do skupnosti, prenasičenost, tudi to, kar imamo, je pravzaprav brez vsakega smisla. Ne? Rekla, s čim lahko to pojasnimo, če ne s tem, da smo se popolnoma odtrgali od tistega, kar je najbolj osnovno, kar je človeka naredilo človeškega. Ne? Da damo dostojanstvo vsakemu, da ga, bom rekla, da se z obredjem takim ali drugačnim, nismo več v antiki, jaz seveda to vem, ampak antično obredje nam vendarle poskuša, mogoče nam pomaga razumeti, kako pomembno je, da smo vpeti v ta celoten cikel, v celotno stvarstvo, da smo dejansko kljub vsemu, kljub človekovi transcendenci še vedno del sveta in pomagamo, da je boljši. Ne? Ali imamo kakšne pravice? Dediščino drugače doživljati, jo živeti, ja. Zato, ker UNESCO-ve listine, Slovenija jih je podpisala dobesedno skoraj vse. So v naši ustavi, so v naših zakonih. Na nas je, kako bomo to živeli. Mi vsi smo dolžni storiti tisto, kako se že temu reče, ne, kar je mož storiti dolžan. No, na koncu sem rekla, da ne bo odgovorov, ampak vprašanja. Ne, kaj bi rekel Prometej, če bi pogledal danes dol, ne? Ali se je splačalo? Jaz vam bom, pa ker smo že na teološki fakulteti, pravzaprav drugače govorila. Vas ne spominja na križ? Ali lahko ponovimo kot kristjani to vprašanje? Mislim, da ga ne smemo. Ampak, da odgovor bi morali iskati druge. Dobro, to je bilo tisto, kar vam danes sem želela povedati.